Maša, kako pogosto ste bili v zadnjih obdobjih soočeni z nekimi bolj intenzivnimi časovnimi roki, pričakovanji, stresom? V zadnjih 2 mesecih precej, se mi zdi. Zaradi česa pa? Veliko enih projektov smo imeli, ki so hkrati sovpadali roki za oddajo. Predvsem ti, ki si želimo nekako imeti končane pred poletjem, se potem vedno vsi se nagužvajo tam aprila, maja, še malo. Tako da se mi zdi, da takrat je bilo kar intenzivno. Tudi cel marec je bil, na primer, kot zadnji mesec, precej intenziven. Kako ste pa reševali to? Kako ste handlali zadeve? Mogoče bolj sem se zanašala na druge člane svoje ekipe, da, če sem čisto iskrena, veliko smo jamrali tudi. Komu ste pa jamrali? Predvsem svojim najožjim članom ekipe in potem, ko so oni jamrali nazaj, se mi je zdelo, da je malo lažje, da sem videla, da smo nekako vsi na isti ladji, vsem je bilo težko. Se mi pa zdi, da kljub temu, da je bilo nekako, mislim, da ni mi bilo prijetno, da tudi drugi trpijo, je bil pa ta občutek, da smo nekako vsi na istem dober, hkrati pa to, ko sem videla, da je vsem težko, mi da malo motivacije zaradi tega, da dajmo še malo stisniti, pa bomo še malo. Pa se iz nekoga, ki pride na kavo, da malo pojamra, spremenimo nekoga, ne, sej bo šlo, sej bo šlo. Okay. Je bil kakšen učinek jamranja, ki vam pa ni bil toliko všeč? Razen samega po sebi to, da jamranje ni glih najlepša lastnost. Se mi zdi, da je ključno mi bilo to, da če tudi, da dokler smo nekako ohranili ta humor, pa vseeno, torej vseeno smo bili vedno dobre volje. Noben ni na tak zatežen način jamral. Si pojamral, ampak malo v smehu, da takoj, ko pa mogoče je imel pa nekdo zaradi tega slab dan, takrat pa tudi name to vpliva. Če imam okrog sebe ljudi, ki so take megle, ki ni nič od nič. Takrat, dokler so pa vsi dobre volje, me pa ne moti, če malo jamramo. Kdaj pa je bilo to premagovanje teh stresnih situacij za vas znotraj tega obdobja najtežje, ko ste tudi vi mogoče čutili, da ste na neki meji? Takrat, ko poleg tega, da imamo velike količine dela, imamo še veliko enih sestankov, kakšnega tudi terenskega dela in takrat se mi zdi, da občutek imam, kot da imam veliko zdelati, pa ne morem delati, ker so na primer sestanki. Ker če končaš v bistvu, oziroma začneš dan naprimer ob 2 popoldne, ker imaš ob 8 zjutraj sestanke, se jaz počutim, kot da cel dan nisem nič naredila. In v tistih parih urah popoldne je precej težko prinesti noter vse, kar sem mislila, da boš naredil, hkrati pa toliko sleditvenih sestankov. In takrat se počutim frustrirano, ker se mi zdi, da nimam časa opravljati svojega dela. Kako ste pa to uravnavali, to frustriranost? Oziroma, kaj pa mogoče niste najboljše uravnavali tudi? Kar se mi zdi, da mi gre dobro, je, da takrat, ko je zelo stresno, da ne pozabim na to, da moram vseeno, da grem, če ne drugega, na sprehod, da malo športam, da še zmeri se trudim ne pojesti sendviča pred računalnikom, ampak si vzeti čas pa 10 minut. Maša, nekaj bi samo vprašal, v kolikšni meri vam pa to rata takrat, ko imate zelo intenziven tempo? To se mi zdi kot nekaj... Ne vedno. Se mi zdi pa, da če ne drugega, vsaj na sprehode grem pogosto, ker imam psa in ga moram peljati ven. In se mi zdi, da je to kukar v momentu, da se mi zdi, da še to mi to pomaga, ker nimam izbire. Okay. Kar pa mogoče mi ne gre najboljš, je pa to, da vem, da taka obdobja prihajajo, ampak da sem najbolj produktivna takrat, ko se veliko stvari dogaja in da ne bom toliko naprej. Čeprav se vedno zgodi isto, ne bom toliko naprej podelala stvari, čeprav vem, da potem prihajajo. Ker nekako uživam v tem, da je potem veliko enih zadev. Se pravi, ta kampanjski stil vpliva na vas kako? V bistvu tako, da se mi nabere, da točno vem, da se mi bo, ampak da še vedno rada naredim stvari pred rokom. V življenju še nisem nobenega roka zamudila, ampak vsaj te, ki niso bili fleksibilni. Ampak po drugi strani je pa velikokrat tako, da bi določeno stvar lahko bolj si porazporedila,
pa si ne, da se mi velikokrat stvari naberejo in da nisem prav zelo motivirana, če je premalo stvari. Se počutim, kot da imam rada, da je akcija, da imam malo adrenalina. Okay. Ne zdravega adrenalina. Kdaj. Še nekaj vas bom vprašal. Zdaj veste, kako funkcionirajo tudi vaši nadrejeni na še bolj zahtevnih pozicijah. Kjere obremenitve, s katerimi se soočajo, so za vas ta trenutek še prevelike obremenitve? Česa ocenjujete, da v tem trenutku še ne bi zmogli? Zelo zanimivo. Ja, jaz mislim, da mogoče ne bi zmogla še tako strogo mej postavljati drugim ljudem. Predvsem tistim, mogoče tudi, ki so starejši od mene, ki so dlje časa v organizaciji kot jaz, da bi, ker jaz vem, da je pri naši organizaciji veliko nespoštovanja nekih pravil, ki si jih mogoče te, ki so kasneje prišli v podjetje, držijo, tisti, ki pa so že več let v podjetju, se jih pa ne, oziroma čeprav rečemo, to moramo, se ne zgodi. In jaz mislim, da bi zelo težko zaenkrat stopila v čelo nekoga, ki bi mogel tem ljudem povedati, da zdaj pa morajo tudi oni to delati, ker vem, da stopaš s tem na mino, da bo veliko prerekanje in lahko tudi, da ne bo rezultat tak, kot si ga želiš. Da te tudi ne bojo upoštevali. Okay. Zanimivo. Zdaj, ko smo že ravno pri korakih za naprej, vas bi vprašal, če bi morali oceniti recimo svojo motivacijo za upravljanje nekih bolj zahtevnih del, ki niso strogo vezani na vaše področje. Kaj bi rekli? Jaz mislim, da bi z veseljem to naredila, ker mi je všeč, da delam neke nove stvari. Predvsem bi rada počela stvari, ki jih mogoče še nisem, ki so tudi kompleksnejše z vidika vodenja ne samo projektov, tudi ljudi. Okay. Se pravi, želite si voditi ljudi, prav razumem. Ja. Lahko malo to konkretno razdelate, kaj konkretno vidite kot tisto zanimivo sliko od prihodnosti? Predvsem rada delam z ljudmi in všeč mi je organizirati delo in projekte, naloge nasploh. In se mi zdi, da imam rada ta generalen pogled, neke širše slike. In potem znotraj tega rada sestavljam neke elemente in kdaj se mi zdi, da je celoten projekt zame prevelik zalogaj, ampak bi točno vedela, kjer sodelavcu bi mi lahko pomagal, na katerem področju, da bi se ta slika bolj sestavila skupaj. In ta del me nekako veseli, da bi lahko od vsakega vključila noter v ta projekt. Okay. To je zdaj vodenje ljudi v projektih. Kaj pa vodenje ljudi? Kakšen odnos imate do vodenja ljudi v nekem ustaljenem timu? Se mi zdi, da bi mi bilo všeč, predvsem ker se rada tudi na tak način povezujem z ljudmi, da mi je tudi všeč, ko ljudje delajo nekaj, kar jim je fajn. V smislu, da to pozicijo nekako vidim, kot da imaš veliko odgovornost do tega, da ustvarjaš delovne pogoje, da se imajo ljudje dobro pri svojem delu. In da nekako ohranjamo to pozitivno, pa nočem reči pozitivno naravnanost, ker se mi zdi tak PR-ovski odgovor, ampak res tak pozitiven odnos do dela, da je zelo sproščeno, da se ljudje kljub temu, da so kdaj zelo intenzivna obdobja, še vedno zabavajo, pa dobro razumejo in jaz mislim, da to znam ustvarjati. Ste že kdaj, oziroma kdaj ste že to ustvarjali? Se mi zdi, da deloma to delam vsak dan, znotraj pač svoje ekipe, mogoče ne tako z vidika vodenja, ampak tega, da poskrbim, da smo nekako vsi ogreti za isto zadevo. Tudi, ko delamo z drugimi oddelki, mi je vedno pomembno, da se vsi počutijo pomembni v tem, kar počnejo. Kako jim pa to date vedeti? Se mi zdi, da velik del tega je, da imam rada, da so vsi vključeni v vse informacije, da vedno preden, tudi če je nekdo, ki v bistvu v resnici nima neke besede pri tem, kako bomo nekaj naredili ali pa speljali, pa kako se bo nek delovni proces naprej vodil, se vedno rada z njimi uskladim, pa jim dam jim dam priložnost, da komentirajo, kaj jim pa mogoče ne bi bilo všeč, ker se mi zdi, da lažje delamo vsi,
če vsi vejo, kaj se bo zgodilo, brez da človeka postaviš, zdaj boš pa to počel od zdaj naprej. Mislim, da ljudje nismo tudi toliko, mogoče imamo mička na verzi do spremembi in pač nam ni najbolj prijetno, če nas nekdo postavi pred dejstvo. S čim pa se s človekom pogovoriš, pa mu pokažeš, kako bo to vplivalo na njegovo delo, ampak tudi na rezultat celotne organizacije, je pa bistveno lažje potem za tega človeka, da opravlja svoje delo. Okay. Je bilo okej, prej ste tako dosti nakazali, ne, to željo po zahtevnejših nalogah. Mene pa zdaj zanimajo, kdaj ste pa vi rekli ne kakšnim priložnostim, kariernim ali pa nekim večjim odgovornostim do zdaj? V bistvu sem pred kratkim zavrnila en projekt, ki bi potencialno lahko bil kar uspešen, ker se mi je zdelo, da bi bila mogoče moja vloga preveč, da ne bi od mene, poleg vsega, kar se zdaj dogaja, ki je zelo intenzivno obdobje, bi od mene premalo zahtevali. Z vidika, kaj bi se naučila, se mi je zdelo, da bi bila premalo pomemben člen v tej ekipi in da kljub temu, da je sam projekt velik, ne bi imela veliko od tega. Tako se mi je zdelo, da bi bila v bistvu hierarhično, mogoče tudi po statusu zaposlitve bi bila najnižje v tej ekipi, in zaradi tega ne bi počela rada stvari, ki sem jih že tolikokrat počela in hkrati ne zrasla od tega. Kako pa to vpliva na vas, to spoznanje, da bi bili najnižje v verigi na koncu? Če bi vedela, da bom od tega jaz nekaj dobila, pa da se bom nekaj naučila, da bom lahko sodelovala z ljudmi, ki vejo, bi mi bilo kul. Če pa vem, oziroma če se mi dozdeva mogoče bolj, da bi bila to vloga, kot je samo še nekaj sfinišira in nimaš pa toliko možnosti svojega glasu izraziti, takrat se mi pa zdi, kot da se mogoče malo ponižujoče. Kot da nimam več za doprines. Zanimivo. Sam še tole vas bi vprašal, se vam glede kjerihkoli teh kariernih ambicij, želj ali pa samo slik, kaj bi se lahko v prihodnosti dogajalo, recimo glede vaše kariere, porajajo dvomi, ali bo mi to šlo, ali bo mi to uspelo? Se soočate s kakšnimi dvomi na tem področju? Mogoče ravno ta del, kako postavljati meje ali pa podati kritiko nekomu, ki vem, da je ne bo dobro sprejel, ne glede na to, kako boš to zapeljal, oziroma ne glede na to, kaj je v bistvu vsebina kritike. Torej, kako mogoče pa ne samo menedžirati ljudi, ampak kako pa sploh pristopati do ljudi, ki vejo, da mogoče nekaj ne delajo tako, kot je bilo določeno z vrha, ampak kljub temu tega ne naredijo, kako lahko potem ti kot vodja, predvsem tudi ali pa sploh mlajši od njih, dosežeš ta del, da pač vse ne treba to narediti. Na nek prijazen, ampak vsem strog način. Še kakšen dvom, ki ga imate, glede tega, da mogoče ne bo šlo? Ja, mogoče se mi zdi, da določene zelo specifično strokovnega znanja še nimam dovolj. Kar je mogoče se bolj projektno tiče projektnega vodenja, ampak mogoče določenih zelo visokih specifik, kar se tiče tudi, na primer, v našem timu se veliko tudi z delovnopravno zakonodajo ukvarjamo, da je mogoče ne poznam dovolj, da bi lahko prevzela toliko bolj zahtevno pozicijo, da bi bilo tudi nekaj, kar bi jaz zelo intuitivno razmišljala o tem, da bi imela, torej vsakeč bi mogla pogledati vsako zadevo, ni nekaj, kar je globoko že v meni. Super, razumem, ja. Zdaj pa čist kratko zadnje vprašanje. Zdaj smo 2026, recimo da 2030, vas nekje najdem in da ste res zadovoljni s tem, kako se je odvila vaša kariera, kje vas najdem, kaj počnete. Probajte v stavku 2. Mislim, da bi vodila svojo ekipo, ki ima več simultanih projektov, mislim se vsebinsko podobnih, ampak da se ne ukvarjamo samo z eno zadevo, ampak več sorodnimi vsebinami, da je vedno bolj raznoliko, in da lahko vodim vsa ta področja, kar pomeni, da moj dan res ni enak dnevu. Da imamo veliko tudi izzivov, se mi zdi, da tudi ta malo turbulentna obdobja nas malo bolj povežejo, da se
bolj se povežeš z ljudmi. In hkrati, da predvsem to, da je toliko raznoliko, ampak da je vseeno zelo povezan tim. Torej, to, kar bi rada, je, da smo še bolj skupaj, kar je mogoče, da je težko doseči, ampak da je tudi več, ne toliko skupinskega dela kot timskega, no? Da je več dejansko tega tima. Vsi delamo na isti nalogi in ne si samo delimo naloge. Okay. Hvala. Hvala.